V imenu Ustavne komisije predlagam, da Državni zbor danes, 1. decembra 2025, sprejme odlok o razglasitvi ustavnega zakona o dopolnitvi tretjega poglavja Ustave Republike Slovenije. Razglaša se ustavni zakon o dopolnitvi tretjega poglavja Ustave Republike Slovenije, ki ga je Državni zbor Republike Slovenije sprejel na seji 21. 11. 2025. Spoštovani, ker je to zdaj zadnji korak v tem ustavno-revizijskem postopku, mi dovolite, da se zahvalim vsem članicam in članom Ustavne komisije za izjemno produktivno, konstruktivno razpravo skozi ves ta ustavno-revizijski postopek. Še najprej pa se seveda zahvaljujem pobudnikom, več kot 56 tisoč volivk in volivcev, se je podpisalo pod pobudo za spremembo ustave. Tukaj posebej izpostavljam gospoda Ivana Jurgeca. Zahvaljujem se doktorju Igorju Kavčiču, koordinatorju Ustavne komisije, profesorju doktorju Miru Cerarju, poročevalcu strokovne skupine in drugim članom strokovne komisije, to so gospod Matej Hrast, gospod Matej Komerdej in doktor Mirko Pečarič. Iskrena hvala tudi strokovnim službam Ustavne komisije in strokovnim službam Državnega zbora. Bo plačevanje z gotovino postala ustavna pravica? O tem prav zdaj razpravlja Državni zbor. Če bodo poslanci predlog podprli, bo v ustavo zapisano, da ima vsakdo pravico do uporabe gotovine pri bančnem poslovanju in v drugih oblikah pravnega prometa. Pri bančnem poslovanju in v drugih oblikah pravnega prometa. EU, medtem ko 131. in 282. člen iste pogodbe urejata vlogo Evropske centralne banke in nacionalnih centralnih bank v okviru evrosistema. Slovenija mora kot članica EU zagotoviti popolno skladnost svoje zakonodaje s pravnim redom Unije, tudi pri urejanju uporabe evra kot enotne valute. Zato pozdravljam odločitev Državnega zbora, da se je v postopku odločanja o tej spremembi ustave posvetoval tudi z Evropsko centralno banko. ECB je v svojem mnenju prepoznala glavni cilj, in sicer zagotovitev dostopnosti in sprejemanja gotovine, ter poudarila, da morajo države članice omogočiti ustrezen dostop do gotovinskih storitev. Iz celotnega postopka sprejemanja ustavne zaščite pravice do uporabe gotovine pa nedvomno izhaja, da gre za pravico, ki ima široko javno podporo in pomembno praktično ter simbolno vrednost. Današnja razglasitev ustavnega zakona, ki jo opravljamo s sprejemom odloka, pomeni zaključek postopka določenega v 171. členu Ustave Republike Slovenije, s čimer bo dopolnitev tretjega poglavja Ustave začela veljati. Po našem mnenju gre za uravnotežen pristop, ki spoštuje evropski pravni red in hkrati izraža zavezo Republike Slovenije k ohranjanju gotovine kot dostopnega plačilnega sredstva. Tak zapis bo imel deklaratoren značaj, utrdil obstoječo monetarno ureditev ter okrepil zaupanje državljanov v možnost uporabe gotovine. Hvala.